Njen trenutek prihaja, prihaja njen čas. Njen trenutek prihaja, prihaja njen čas. In dih me duši, zapira mi pot, me grabi zora. In okna zapiram, si manem oči, preklečem vedno si me želi. Njen trenutek prihaja, prihaja njen čas. Njen trenutek prihaja, prihaja njen čas. In dih me duši, zapira mi pot, me grabi zora. In okna zapiram, si manem oči, preklečem vedno si me želi. Trenutek prihaja, prihaja njen čas. Njen trenutek prihaja, prihaja njen čas. Njen trenutek prihaja njen čas in prišel je čas v nedeljo zjutraj, da vam iz radia MTK, ki jo dodaja iz 5. dimenzije na valovih megahertz, zaželim lepo nedeljsko jutro. Ja, forever and ever, je rekel Demis Rousseau. Želim vam dobro jutro in naslov sem dal v današnji oddaji, kaj je prav. Ja, v tem svetu se velikrat gledamo ta svet pa rečemo mater, kaj delajo, pa genocid, pa lažejo, pa kradejo, pa jaz ne vem kaj, ampak kako ne vejo, kaj je prav, a so zabiti ali kaj, da delajo narobe, a so blesavi, a so neumni, a so zlobni, kaj s temi ljudmi, njim je treba dati novo zakonodajo. Ne rabimo ni nobena zakonodaja, v bistvu vse že je in celo tudi vso zakonodajo, ki jo imamo, bi v bistvu teoretično lahko zbrisali, ker načeloma vsak človek znotraj sebe zelo dobro ve, kaj je prav, je pa res, da se mnogi ljudje tega ne držijo, kar je v bistvu iz dneva v dan bolj vidno. Da v bistvu vedo, kaj je prav, pa kaj ni prav, pa vse naredijo glih narobe, a ne? Zagotovo ni prav, da človeku lažeš, zagotovo ni prav, da človeku nekaj ali pa komurkoli kradeš, zagotovo ni prav, čeprav ni nikjer zakonsko prepovedano, da nekoga provociraš, da nekoga spraviš ob živce, da nekomu vzameš nasmeh, da nekomu vzameš dobro voljo.
kaj je še hujš, da nekoga spravljaš v stisko, v občutek stiske. In to je zadeva, ki je precej razširjena v današnji družbi, ampak zanimivo, se kar tolerira. Le zakaj? Ja, zaradi tega, ker verjetno nekdo od tega ima korist, ne? Da delati nekaj narobe je odlično izhodišče za pravzaprav nekoga spraviti v stisko ali pa na obrate. Ne? In kadar pridejo obrati, pridemo do tega, kar sem pred časom narisal tudi v grafični podobi, kako prideti do življenjske energije. Ena je to, da se sklopiš z naravo, z mirom, sam sabo, z meditacijo, poglobiš se sam vase in se sam sabo kaj zmeniš. Drugi način, da prideš do energije življenjske, pa je ta, da jo kradeš od ljudi. In kako do energije ljudi? Ja, to pa je star trik, ki se ga v bistvu pravzaprav po novem učimo, a ne? Narcizem je precej pogost pojav, ki človeka spravi na rob blaznosti, na rob norosti in mi se že kar nekaj časa, govorimo v letih, pogovarjamo o tem, kako v situacijah ostati meren. Kakorkoli obračamo tisočletja, je napovedovana apokalipsa, napovedovanje je resurrection, ascension, preporod, vnebovzetje. Kakorkoli temu rečemo, vsekakor gre za stanje, ki ga je treba spremeniti, ampak ne tako, da se fizično preselimo iz zemlje, ampak po zemlji hodimo ljudje, lahko sediva dva človeka na istem bregu reke Save ali pa na vrhu Slivnice ali pa Triglava in gledava to, kar gledava, in dva ne vidiva iste situacije. Eden vidi, kako težek bo sestop, drug pa uživa v pogledu, kjer se trenutno nahaja. Torej nekdo razmišlja o prihodnosti, nekdo pa uživa trenutek. Enako moramo razumeti, da ljudje dvigujemo svoje stanje zavesti in iz nizkega stanja zavesti je precej logično, da ljudje še vedno terajo, joj pa spet nam grozijo, joj pa spet nas bodo ukradali, joj pa spet te neke akcije, spet nam lažejo, nikoli ne bo boljše, jaz pa v tem življenju ne bom doživela, da se bodo ljudje spremenili ali pa dorasteli ali kakorkoli, ne spremenili, dorasteli, bomo raje to funkcijo uporabljali oziroma izjavo oziroma besedo. To je pogled, ki je strašljiv, kadar si na nizki stopni zavesti. Kadar pa svojo zavest začneš dvigovati, pa začneš videvati stvari malenkost drugače, začneš jih gledati skozi srce, skozi mir, skozi optimizem, skozi zanos do življenja, z nekim smislom življenja. Dokler pa človek v nizki stopni zavesti pa je na preživetvenem nivoju in sploh ne more videti svojega smisla življenja, kamoli smisla skupnosti. Pogovarjamo se veliko, nov svet je pred nami in ne bo ga spremenil nihče drug kot le vi sami. Mi sami ga moramo. Zakaj ga do zdaj nismo? Zaradi tega, ker bi bilo za to, da bi dvignili svojo zavest, zato potrebuješ veliko miru, veliko odmakniti se od distrakcije, odmakniti se od kaosa, odmakniti se od džumbusa, odmakniti se od vsega, kar ni mer. No? In to je tisto, kar rečemo, ubežati je treba matrici. Torej, umakni se od tega, kar ti dela kaos, da ti sploh malo razmisli, kdo si, kaj sploh hočeš. In na tak način si ti počasi začneš lahko dvigovati zavest. To je proces, to ni skok. In točno zaradi tega, da mi ne bi dvigovali svoje zavesti, je svet ustvarjal rom-pom-pom, džumbus, kaos, dramo, provokacijo, akcijo, drkancijo, ni da ni. In mi smo se ves čas borili, kako bi dokazali, da ljudje nimajo prav. Danes pa ugotavljamo, da je v bistvu iskanje provokacije nič drugega kot motnja človeka, ki je na nizki zavesti, da v bistvu tudi ti ne bi šel gor in bi te zvlekel dol, da bi ti v bistvu dokazal, da si tudi ti na nizkem nivoju. Ampak mi se veliko pogovarjamo o dostojanstvu in dostojanstvo je tisto, kar je naša lastnost, integriteta, dostojanstvo, spoštljivost v komunikaciji, v odnosih, v pogledu. In te stvari je treba vzdrževati in te stvari je treba držati. Ne gledeti na to, kako nevihta okrog nas vihra, kako si v bistvu vsi vzvodi države, sistema, matrice
pomagajo, da bi v ljudeh še vedno vzdrževali nemir, kaos in dramo. To je tista moč, ki se jo v nas išče. Okrog nas laufa nevihta, nevihte mi prekiniti ne moremo, nimamo ji kam zbežati, vse, kar je lahko v nevihti, ostanemo neizmerno merni. In to je tista naša lastnost, ki jo moramo, sprejeti, naučiti in se jo navaditi in jo v bistvu v vsakodnevnem življenju in v situacijah znati vzdrževati in pokazati. Džabe je o tem govoriti, bolj je bistveno, da to stvari tudi pokažemo. In prav je tako, a ne? Ostati meren, to je steber moči, ki ga mi rabimo, da lahko dvignemo svojo zavest. In ker dostojanstvo je nekaj, kar ni vezano na to, da si prebral zakonodajo, ustavo, svetopismo, bonton, jaz ne vem, kaj vse bi še mogel prebrati, da bi rekel, no, zdaj sem pa dostojanstven. Ti že v štartu veš, kaj je prav. Ti to noter imaš, ta kompas, in vsak ve, kaj se sme in kaj se ne sme. In če bi vsi ljudje upoštevali to, kaj se ne sme, a se sme ljudem črpati energy, a je kje moralno dovoljenje, da je ljudem dovoljeno jemati mir, dobro voljo, nasmeh, kater zakon to dovoljuje, kater kozmični zakon je rekel, to se da. Ali je to zgolj satanova ideja, da to pa ja. To imajo demoni, te ideje, da oni lahko karčijo. Vse nikjer ne piše, da je prepovedano, tako da je zihar dovoljeno. Ne? To demoni imajo eno svojo filozofijo in cela zakonodaja je tako narejena, da je dovoljeno na tem svetu marsikaj, kar v bistvu v kozmičnem svetu sploh ne velja. In kozmični svet, če hočete dostopati do intuicije, do svojih, bom rekel, do svojih, kako če me reči, da bi človek dostopal do višje zavesti, komunikacije z višjimi sferami, konec koncev z Bogom, če se sam s sabo pogovarjaš se z Bogom, a ne? V tem primeru ti zato rabiš imeti polite komunikacijo. Kadar se sam s sabo pogovarjaš, mar si nesramen? Ne. Kadar se sam s sabo pogovarjaš, si prijazen, si polite, si vljuden, si skuleran v besedah, v mernosti, v jasnosti, v nedvoumen si. A ne? In takšni moramo mi postati by default. V osnovi moramo postati v komunikaciji prijazni. Sicer ne moramo se pogovarjati ne samim sabo, kamoli s kakšnim drugim bitjem, ki ga v zavesti srečamo. Kajti vsi smo slišali za angele, mnogi smo slišali za galaktike, vsi smo slišali za Boga, vsak pa ve, da se da pogovarjati tudi samim sabo. In sam sabo pogovarjati se bi bilo prav, da se človek pogovarja lepo, ne pa da rečeš sam sebi, da sem kreten, ne? Ne, nisi. Lekcija je, bla ali kakorkoli. Nisi kreten, narobe si odreagiral ali pa narobe si pofunkcioniral, a ne? In način komunikacije smo imeli eno oddajo, prvi znak, da je človek naredil korak na sebi, je to, da je v komunikaciji dostojen, spoštljiv, umerjen, nedvoumen, jasen in z namero, da ne bo vzpodbudil negativnih občutkov pri sogovorniku, a ne? To je predpogoj, mislim, to je jasno, to je prvi pokazatelj. Mnogi ljudje v Bibliji so označeni kot farizeji, kot lažni glasniki, preoblečeni v luč, čeprav še vedno temačni, v bistvu po svojih besedah izkazujejo svoje stanje, svoj nivo zavesti. Ne? Lahko kdorkoli sam sebi reče, jaz sem pa toliko duhoven ali pa duhovna, jaz sem pa toliko na sebi naredila, ful miru, pa to. V bistvu pol pa v eni komunikaciji, v eni štacuni ali pa tam popizdiš na prodajalko ali pa šoferja avtobusa poštaš v tri krasne ali pa kelnerco zmerjaš. To je že tak star izraz. Če bi rad vedel, kakšen je tvoj potencialni partner, ki ti je malo všeč, poglej, kakšen ima odnos do drugih ljudi, do natakarce, do čistilke, do prodajalke. Tam vidiš, s kom imaš opravka. Marsikdo zna lepo zaigrati v tem teatru, da nam odgovarja, in za narcizem je precej značilno, da v bistvu zelo rad kopira, pravzaprav se drugega ne zna, ampak zelo rad kopira svojo žrtev in v bistvu projicira
na svojo žrtev tisto, kaj od nje vidi. Zaradi tega se človek zaljubi v narcisa, ker se zaljubi pravzaprav v samega sebe, tisto sliko, ki jo od narcisa dobi, v to se človek zaljubi, stari, ker gleda samega sebe, kopijo ogledalo samega sebe. Sam kaj, ko to ogledalo se razbije čez ne vem, 3 tedne, 3 mesece, potem zagledaš, da za ogledalom tisto, kaj je bilo projicirano nate, je bila zgolj vaba, mamac, potem pa si v krempljih. A ne? In mamac je tisto, na kar smo padali, iz tega, Tanja, sočustvujem s tabo, da si živela 9 let. All right, sem se ustrašil, da še živiš. Ker narcis je nekaj, kar ni popravljivo, kar ni učljivo, kar je nespremenljivo. To tako bitje pač je, zaenkrat do danes niso pokazali v nobeni smeri nobenega napredka. Spremljam precej teh, bom rekel, mojih ljudi, bom tako rekel, ki razumejo in narcizem, in preporod, in dojemanje, in kanaliziranje, in postajamo ena velika družina in med sabo komuniciramo na nekem nivoju intuicije. O tem smo se včeraj pogovarjali, kako je intuicija čedalje bolj subtilna in ne subtilna, čedalje bolj narašča, čedalje bolj je jasna, ampak v področju intuicije mora biti tvoja komunikacija jasna, lepa, nežna, spoštljiva, dostojanstvena, sicer ne boš dobil nobenega odgovora, ne? Nobenega. Čakaj, grem jaz za dobro jutro 15 minut pred 9 prebrati vaša sporočila, ker zelo rad to berem, da vidim, kva imate kaj zapovedati. Zvonka je preletela, dobro jutro, in Sabina praviš, dobro jutro v oddaji izkušenj, dobrih namer in srčnosti, ki so pogoj za napredovanje na misiji človek. Ja, biti človek je herojsko dejanje v današnjem času, se strinjam, in it is a mission. Misija je postati človek, in to dober človek, ki zelo dobro ve, kaj je prav in kaj ni prav. Kako je že Kreslinova pesem, ki pravi, še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Nikoli ni prepozen ne izvedeti, ampak samo izvajati, ker vemo pa itak že, a ne? Tamara, tudi tebi dobro jutro, in Sabina dodajaš, tako je, Matej, smisel narcizma je človeka spraviti v stisko z namenom kraje energije, in to je zločin, to je skrunitev, ki sistemsko ni kaznovana, ampak to še ne pomeni, da stvari niso posnete na nekem drugem nivoju, če drugega ne v naših spominih. In ta naš spomin se zapisuje v višji database, ki mu rečemo Akaša. Iz Akaše pa prihaja karma. Kar si dal, to boš verjetno nazaj mogel dobiti, ker dreka od tvojega dreka drugi ne bomo govtali, ne? In mnogi ljudje mislijo, saj ni noben videl pa to. Dragi moj, zapisal si v Akašo. Hotel, ne hotel, vedel, ne vedel, zavedel, ne zavedel, zapisal si v Akašo. Vse je posneto, dragi moji, in s svojo intuicijo dostopamo do tega, in tudi ljudje, ki so izvajali Black Magic, bodo počasi se nam izrisali, kdo so ti ljudje bili. Jaz nekaj uvidel sem že dobil v tej smeri, dokaza nimam, mislim si svoje. Situacija, ko pa te ljudi srečam, pa tudi pove svoje, da v bistvu sem že na pravi poti, kajti vse to, kar je na zemlji, kar smo mi na zemlji dojemali z nivoje zavesti izpod 200, ker tam smo bili vsi ujeti, da ne bo pomote, tam pač tega ne dojemaš, zaradi tega se moraš v zavesti dvigant. Mi smo se o tem veliko pogovarjali, pa še se bomo zaradi tega, ker to je ključnega pomena, a ne? Emanuela, praviš dobro jutro in big respect za kaj? Za to, da oddajamo in se pogovarjamo o tem, kaj je prav. Zato pa res ni treba big respect, velikega spoštovanja za to, kaj je prav in kaj ni prav, da vemo, kaj smemo in kaj ne smemo. Predvsem nikogar spraviti v stisko, v nelagodno situacijo, kar pa je v svetu narcizma pravzaprav za dobro jutro. Če pogledamo medije, politiko in en kup ljudi, ki to so znali tlačati, tega je ogromen, a ne? Urška, tudi tebi dobro jutro, in evo, Amor, dobro jutro in lep dan tudi tebi. Živeti s tem, praviš, Tamara, je poanta, misliš s čem je poanta živeti, oprosti, tlele sem verjetno te malo falil, ampak ja,
Boš pa povedala še enkrat. Dostojanstvo se vidi, čuti tudi v izrečenih besedah, ki povedo namero, kraja energija v človeku ali pač pomoč. Ja, mi smo se tudi o tem pogovarjali, da ko dvigneš zavest, potem pri ljudeh čutiš v ozadju namero, ki jo imajo. Niti ne poslušaš toliko besed, niti ne poslušaš toliko obsodb, niti ne poslušaš toliko napade, ampak ti veš, kakšna je njegova namera ali pa njena namera in prepoznati namero je nekaj, česar se nikoli niso zaželeli. In to ni nič tacga. Mi zdaj že vsi vemo, kakšna je bila namera farmacije, a ne? Med genocidom imenovanjem korona. Mi vemo, kakšna je namera politike. Mi vemo, kakšna je namera cerkve. Ne? Mislim, ne vem, cerkev nima ideje nam podariti miru, zdravljenja in osvoboditve v višjo zavest. Ne? Ker če ne bi to, bi bilo kje kaj videti, pa ni. Ne? In torej mi znamo že brati namere in če gremo v bolj subtilno, znamo prebrati namero policista, ki te ustavi na cesti. A ne? Ali ti želi te ustaviti zato, da bo rekel, pazi, tam je nekaj narobe, pa pazi, veš, kaj zadnja luč ti nagori, ali mu je namera, da te bo lupil do te zadnjega in če boš karkoli deloval po svojih, bom rekel, pravilih, ki tebi pripadajo kot človeku, ki seveda niso v praksi pri goljufiji policista, boš takoj predmet problema. In enako je tudi Jezus bil problem. Jezusa niso ubili zaradi tega, ker bi komurkoli kaj naredil, ker bi bil slab, ker bi bil kriminalen, ker bi kradil ali kaj. Njega so ubili zaradi tega, ker je bil grožnja sistemu, ki krade, laže, provocira in jebe narod in drži v skrunstvu, v skrunitvi človekove energije in zavesti. Ne? In ja, dostojanstvo se čuti in vidi v izrečenih besedah. Pa besede so, bom rekel, sekundarnega pomena, pa kljub vsemu, po načinu komunikacije se vidi, ne, koliko je človek v dostojanstvu in koliko ni. Ne? Tanja, praviš, živijo vsem, pa izraženo dostojanstvo vedno vodi v složnost, saj je direkten izraz spoštovanja. Tudi tle se bom s tabo, Sabina, neizmerno strinjal. Izraženo dostojanstvo od mene do tebe, od tebe do mene, nas lahko pelje v složnost. In to složnost je tisto, kar mi iščemo, da bomo ponovno vzpostavili občestvo, ki je zelo skrunjena beseda, nima veze z religijo in občestvo svetega duha. Ne to. Mi smo ne družba kot taki, ampak občestvo v obče dobro, ker spoštujemo lastne vrednote in delujemo po tistem notranjem, kaj je prav, ker imamo notranji kompas, moralni kompas, vsi ga imamo, sem ga je treba poslušati pa kdaj pogledati. Če pa delaš proti njemu, pa seveda ne moš pričakovati nekih bajnih rezultatov, mar ne? Ker za karmo smo pa tudi že slišali, mar ne? Tanja, praviš, da si živela z narcisom 9 let in sem se naučila lekcije. Ja, bila si nula, itak z narcisom, narcis te potovča do konca in iz tebe izžame vse dostojanstvo. Jaz se hvala lepa za vse darilčka, ki jih stresate in komentarje in pohvale. Ja, narcis te izžame, to ti izžame tvoj življenjski energy, tako da na koncu ne veš sploh, kako ti je ime. Zdaj se sprašuješ, če si sploh vreden, da po zemlji hodiš, toliko grejo daleč. In o tem je ogromen besed v zadnjih 2 letih, če dalje več, te strategije, kako nastopajo, kako pristopajo, kako se maskirajo, kakšne so tehnike, gaslight, ja, zdaj so mi z glave zletele, ampak vse te tehnike, ki jih imajo narcisi, imajo končno število, se jih ni niti 10, če hočete jih lahko tudi najdemo pa preberemo. Emanuela, tudi ti si živela 10 let z narcisom, izkušnja huda, šola dobra, lekcija ta prava, kdor iz tega izide, je navadno pade v PTSD, posttraumatski sindrom, ker to, kar narcis naredi človeku, je velikanska travma in tega se on zaveda, ampak njega boli k. Zato, koliko si ti v travmi, celo drugač on v travmi uživa. Ne, kadar ti trpiš, narcis uživa, zaradi tega, kadar narcis išče provokacijo, mu nič ne daje nazaj nekih... Mislim, narcis ve, da imaš ti prav, zato tega, ker sam se globoko noter se zaveda, da je zabit, ne. In on ve, da imaš ti prav in on v bistvu samo tisto, kar imaš ti prav, obrne na glavo in med tem, ko ti dokazuješ, da imaš prav, zgubljaš živce in pamet in tam je on v bistvu zmagal, ne. In kadar mu na tak način dokazuješ, takrat si ti popušil svoj energy in tega pa ne. Valjda, da veš, da je prav, da ostaneš miren pa stabilen, a ne? Sam, tudi narcis ve, da to, kar počne, ni prav. Se na to ne more zgovarjati, da ne ve, kaj dela. Ne?
On ne ve, kaj dela sam sebi posledično, to pa res ne ve, zaradi tega, ker je na stopni zavesti izpod 200, grozen. Ampak tako pa če. Ja, in jaz tudi upam, ja, tako kot praviš, Tanja, Manueli, upam, da nimate posledic. Načeloma vsak, ki izide iz te igre narcizma, zelo dobro ve, da v bistvu pobrati se od tega sranja. Ne moreš žalovati za kačo, ki te je pičila. Mislim, to je res norost. Tako da nehite, lepo prosim, biti čustveno navezani na njih, pa dajte sprejeti, da ljubezen, ki jo iščete, je znotraj vas namenjena vam. Vi ste jo pa iskali zunaj, najdli ste pijavko in pijavka vam je to ljubezen izžela in ker ni zadost, jo še dajete še po 10 letih. Ne to dela, dragi moji. Dobro vemo, da je prav tako, da če te nekdo prizadev, ni vreden tvoje družbe. Adijo, ne? Sam pogum in ustrajnost in narcis se empata v resnici boji. Tako je. Največja grožnja narcisu je izobražen empat. Ne? Tam narcis vedno pade in ko empat ve, kako narcis deluje, kar se zadnji 2 leti aktivno učimo, kar bi se mogel v bistvu vsak zemljan naučiti, ne? Kar se mene tiče, to je psihološko-spiritualna vojna, kjer moraš narediti profil človeka, s katerim imaš komunikacijo, da veš, s kom imaš komunikacijo, kakšni so lahko posledice, predvsem pa kakšen je tvoj izplen na koncu te komunikacije. Ne? Moj izplen, če ćemo temu tako reči, je vedno želja po miru. Jaz želim vedno na koncu imeti zdravo komunikacijo oziroma imeti, da mi ostane notranji mir. Dočim narcisma, glih kontrapol, on ti želi delati v tebi štalo in želi, da si v kaosu, drami, pizdari in bolj, ko si zmeden, bolj je on uživa. Morda poznate, ko ste se po preperu z narcisom, ste bili vi čist raztrgani, čist razštelani, narcis je pa gladko malo, mirno zaspal, kot dojenček, kot da ni nič. Ja, seveda, on se je nafutral toplega mlečka, ne? On je dobil vaš mleček, vaš sokac, čustven. Oni niso generatorji čustvene energije, ampak so konzumerji čustvene energije, zato naredijo vse, da najdejo žrtvo in jo čustveno izžamejo. Ali sem prav jaz povedal? Ja, praviš samo pogum tako, govorili smo o pravih namerah, da ni vse samo, da preberemo, kaj živeti pravilno je pa nekaj drugega. Govorili smo o pravih namerah, da ni vse samo, da preberemo, kaj. Živeti pravilno pa je nekaj drugega. Ja, kaj pomeni živeti pravilno? To ne pomeni, da moraš imeti toliko velik avto, da moraš toliko imeti otrok, pri teh letih biti toliko časa poročen, imeti tako veliko izobrazbo. Kaj pomeni živeti prav, je to, da v vsaki dani situaciji izbereš reakcijo. Ali je to reakcija iz strahu ali reakcija iz želje po vzdrževanju miru oziroma ljubezni. Ne? Provokacij pa je na dnevni bazi nebroj in te provokacije je treba znati dobro transformirati. To je tisto, čemur se reče alkimija na višji stopni zavesti. Nehaš vračati energijo, ampak jo znaš transformirati in ta energija je tebi v rast, v prid. In v bistvu, ko mi čakaš, da pride situacija provokacije, da vidiš, koliko si dober, da vidiš, če znaš v bistvu z največjimi provokacijami, preko največjih provokacij prideti čez, a ne? To je tisto, kar si želimo probati, vsaj jaz, ne? In to je tisto, kaj pravimo v praksi, v teoriji je tako, v praksi je pa drugače. Zato tega pravi, da je treba resnico spraviti v življenje, v vsakodnevne situacije in vsak dan znova imamo možnost reagirati prav, a ne? Ker vemo, kaj je prav. Ne, da reagiramo iz instinkta, torej na provokacijo damo reakcijo in super, pa smo dali čustveni energy nekomu, ki si ga ne zasluži, a ne? Ja, praviš Emanuela, da vse dobro želiš, Tanji, delaj na sebi in tako ti bo uspelo. Delo na sebi je relativno, Emanuela in Tanja, kaj pomeni delo na sebi? Ni nič drugega kot rezanje čustvenih vezi, umikanje hakeljcev, na katere se lahko demoni zahakljajo in v bistvu dvigovanje lastne zavesti k stopni miru in ljubezni. To je pa destinacija, ne?
Narcis dobro ve, kaj dela, pravi Sabina, in njegova namera je vedno kraja energije, saj ga vodi demon, kateremu je Narcis dolžan vse usluge, kjer mu je demon v oporo zaradi ne spet dobro, ampak zaradi tega, da je to demonu v dobro in oni so zgolj konzumeri, uporabniki čustvene energije, ne pa generatorji. In empat je tisti, ki generira emocije. Pa gre pa malo, ki ga pa ščrpajo empata, mora iti pa malo na jezero, malo na piknik, malo v gore, da se malo oddahne. Slabša pa je tista, ko v bistvu zapade v alkohol, ker v bistvu se ubije s tem. Ne? Jaz sem šel čez te faze, ker sem v bistvu pol leta vsak večer, da sem sploh prišel k sebi, sem iz službe, ker sem prišel dan, sem toliko ščikan, da sem rabil en six-pack, preden sem sploh v bistvu lahko ugasnil svinerijo iz svoje glave. Ne? Pa sem pa mogel reči, da je pa dosti na eno in drugo, ker tole pa res ne pelem kamar. Ne? In sem ugotovil, da v bistvu življenjske energije ne daje ne pivo, ne ljudje, ampak narava in ljubljenčki. Ne? Ljubljenček moje psičke, takrat zdaj imam sem še eno. Te so mi pokazali, kaj je izvor ljubezni in miru, torej te življenjske energije. A ne? In če se znajo psi napajati, se znamo tudi mi. A ne? Če se zna buku sama napojiti, pa jagoda, pa solata, menda ja se bomo tudi mi. Ne? Ja, ne, dok ne srečaš narcisa, ki je v bistvu plevel, gniloba, kako se že temu reče, parazit, ne? On parazitira po življenjski energiji, ki jo empat generira sam po sebi, ne? Ampak o tem zakonodaja, duhovnost nič ne piše, ne? Kaj vse srečam, New Age duhovnost, kako je to smešna banana, ne moreš verjeti. Lea, pozdravljena, tudi ti, Ružman, tudi tebi, živijo. Joj, po 15 letih Emanuela, ne se boriti 15 let, ni potrebe. Reži, življenje je prečudovita stvar. Reži, odbiješ, blokiraš, zradiraš, ugasneš, čao, iz glave ven in pogledaš, kaj imaš rada, ne? Kaj imamo radi? Peko potice, pol pa potico speč. A rada štrikaš, pol pa štrikaj, karikiram, rada plešeš, pol pa pleš. A imaš rada dobro musko, najci dobro musko, daj si jo bolj na glas. To je tisto, kaj imaš rada. Ne pa psihopata po 15 letih pogrešati. To so psihopati, sociopati, narcisi in NPC-ji. Vsi imajo eno skupno pomanjkljivost in to je empatija. Ne? Njim je značilno skupni imenovalec, vsi imajo pomanjkanje empatije. Pika. Ne? In tako da nima smisla 15 let, to je tako. Couch potato, praviš, da nimamo le svobodne volje nimamo. Kdo nima svobodne volje? To pa ne bo šlo, to pa ni res. Svobodno voljo imamo. Ali bomo delali za demone, ali bomo delovali za potem, kaj je prav, kar je višja zavest, kar je komunikacija od Boga poslana in beseda je človek postala, ne pa drek, ne? Kaj sem si napisal? To sem si pa prav napisal. Besedni drek je samo poguba ega, to sem si včeraj napisal. Ne? Besedni drek je samo poguba ega. Torej ljudje, ki so v komunikaciji, v izrazoslovju, beži od tega, to je ego, ki v bistvu dreka iz sebe, tako da beži, to je prvi pokazatelj. In couch potato imamo svobodno voljo, ali bomo izbrali smer demonov, ega in nizkotnosti, ali bomo konec koncev poslušali sami sebe, svoj moralni kompas, svojo vest in svoje dostojanstvo, pa rekli, mater, jaz želim komunicirati normalno, zdravo, jaz želim dobro družbo, jaz se želim imeti fajn tekom večera, spet ščevape, spiti pivo 2, 3, 5 in iti domov vesel, ne pa izžet od psihopatov. To je postalo tako pogosta praksa, da v bistvu že zelo težko najdeš pravo družbo, da v bistvu ne prideš domov izžet, oziroma če si ne znaš narediti lastne zaščite. Lastna zaščita pa je nam vsem dana sama po sebi in to je mernost. Kadar ostajaš meren, kadar je mer bolj pomemben od tega, ali imaš mer, ali imaš pa prav. Ko torej hočeš nekomu dokazati, da imaš prav. Ne boš mu, narcis že ve, da imaš prav, sem hoče, da popizdiš zraven. Takrat boš pa mer zgubil. Torej, dajte dati na plano, kaj hočete. Nekomu dokazati, da imate prav, to ego je tak, ali hočete imeti mer. Jaz sem v enem momentu življenja rekel, raj imam svoj mer, kakor svoj prav. Tlega imate, čao sregacija, ne. Svobodna volja je nam vsem dana, a ne? Le kradena nam je bila zvijačo namero, da ne bi napredovali. Res je, Sabina, svobodna volja vsem dana, edin zvijača, torej past.
če me kdo ujame v zanko, ga uženem v kozji rok, a ne? In treba je razumeti, da v bistvu se prevedu, pravi, cel večer sem bil na koncertu in sem penetriral v sam kor in ugotovil sem samo bistvo vesolja in bistvo življenja, ki pravi, življenje je pomembno, ki pravi tadu-dam, dam, tadu-dam, dam. Torej, igra, zabava in ništa drugo ni potrebno kot penetracija v lastni mer, ampak mer nam ni dan, mer si moramo vzeti in to zgleda kot taka glasba v odzadju, ker v bistvu se moraš za svoj mer boriti med tono in milijardo tonami provokatorjev in provokacij, ki želijo iz nas scuzant sok, da bi mi postali nemirni, a ne? Takih primerov imamo kar nekaj. Anade, svobodna volja nam je dana, res je, Drinka, kva praviš, da zelo dobro vse razlagaš, poznam vse in delam na tem, kar govoriš. Adri Irena, ja, me zelo veseli, hvala lepa, me veseli, da sem razumljiv, da moj jezik je komu razumljiv, naj vam povem, da počas ta jezik ne bo več razumljiv mnogim, zaradi tega mnogi ljudje sem debel gledajo, kaj ti govoriš, Turčič, in to se razhaja. Všeč mi pa je, ker v bistvu spoznavam, da jaz zelo dobro razumem vse ljudi, torej te, ki so v zavesti naredili napredek, tudi tiste, ki ga niso. Se mi zdi, iz prakse vem, da ko sem jaz sam bil v nižji zavesti, v nižjem jazu, takrat pa tudi jaz nisem razumel, bom rekel, visokih besed, ne vem, Biblije ali pa Bohemian Rhapsody, tudi nisem razumel, kaj mi poje, jaz tudi nisem razumel, ne vem, Kosovela pa Cankarja, danes pa razumem, Torej, v bistvu oni naše komunikacije počas ne bodo več razumeli in tudi zaradi tega se rajš umaknejo. Oziroma, zdaj je catch, kje bomo najdli sredinski jezik, Jaz se na nivo primitivizma ne želim spuščati in se ne bom in to vam tudi nekako želim pokazati v vsakodnevnih komunikacijah, ki jih imamo, ne si bo med sabo, ne si bo ustno, ne si bo pisno, ker mi želijo ljudje malo očitati, zakaj ljudi blokiram, zaradi tega, ker ne dovolim nespoštljive komunikacije, vsak lahko poda svoje mnenje, ampak na nivoju dostojanstva in spoštljivosti. Nespoštljivost in nedostojanstvo pa je nekaj, kar ne toleriram niti milimeter in narcis kot tak gre točno v nedostojno komunikacijo, v blatenje, udarci pod pasom, to je tisto, kar jim gre ful dober in jaz tega ne odobravam in imam pravico zakleniti vrata in reči, beži ven. In to parazitom ni dober, kadar jim zapremo vrata, takrat začnejo skakati po luftu. In seveda dokaz je, da očitajo, da jaz koga blokiram. Valjda, da blokiram vse ljudi, ki so kontra. Ki so kontra, nimam težav s tem, če ljudje ne razumejo. Bolj imam težavo s tem, da degradirajo tisto, kar sem jaz dognal in doprpelil. Če se pogovarjamo o tem, kaj je prav, pa nekdo serje čez to, če pravimo, da je dostojanstvo tisto, kar si moramo povrniti, pa nekdo serje čez to, ga upravičeno blokiram. In tudi vam dajem to pravico. Dejte, poblokirajte. Takole smo se ujeli v narcisove igre, Anade. Me veseli, Adri Irena, da poznaš in delaš tako, kar jaz govorim. Me zelo veseli. Za dober dan, travma je lahko tudi kiparjevo kladivo, praviš Berni. Ja, ideja je, da travmo prerastemo, ne pa da jo uporabljamo kot meč, s katerim nam je dovoljeno raniti nekoga drugega. V bistvu travma je kiparjevo kladivo, se bova raje tako rekla Berni, ampak to ne pomeni, da v bistvu si jaz vzamem zaslugo, da tebe ranem pa rečem, evo, viš, vse sem ti pa dal v pomoč. In točno to je v narcisovi glavi. Ne? Ideja je, da drugega ne ranimo, ideja je, da si drugemu pri tem zdravljenju ran pomagamo, ne pa da jih doustvarjamo pa stresamo sol na rane. Res pa je, da je treba rane ozdraviti, najprej jih je treba pogledati, razkužiti in potem se bo stvar začela zdraviti. Torej, bom rekel, vse te čustvene travme morajo priti na površje in to se dogaja zdaj množično po celem svetu vsem ljudem, ker na plano prihajajo še tisto najbolj skrito, prihaja na vrh in bo treba sprocesirati. In bomo rekli, jaz sem že opozoril, malo bodite pozorni, iz ljudi bo svašta letel v teh zadnjih fazah razpada Babilona.
iz njih bo priletel čisto vse gnilo in morate se pripraviti, da v bistvu tega ne jemljete osebno. Oni bodo delali provokacijo na milijon, oni bodo pojačali s provokacijo, z nevihto, ampak točno ta nevihta, ki jo bodo ustvarjali, bo za njih samo pogubna. In prav je tako. In če se jim ne da dopovedati, pa ne igrajo z nevihto. Ne, vija vaja ven, ne, kako krčijo. Hvala vam, da delite povezavo, pravi Sabina, se s tem pomagate tudi drugim. Bravo, super, me veseli, da si spomnila. Krena, praviš, da včeraj si videla, da ti tudi prek tipkovnice ugotoviš oziroma začutiš, kdo je narcis, ker blokiraš. Krena, ja, večkrat sem poudaril, da iz načina komunikacije vidim, kaj je namera v ozadju. Torej, jaz po enem stavku, čim je provokativen, zaznam. Provokacija ni del empatov. Empat nikoli ne provocira. Nikoli. Kdo provocira? Kaj moram še z narcisom, kaj ga spreminjati, kaj ga tolerirati, ga sprejemati? Ja, Krena, ne prek tipkovnice, ampak zelo hitro skozi komentarje zaznam, kdo ima kakšno namero in imam pravico do svojega miru in imam pravico, da svoj mir ubranem in ko rečem ne, takrat skoči parazit v luft in reče, zakaj si me blokiral? Ja, zato, ker si parazit, pizda, zakaj, ne? Zakaj, ne? Valjda in vsi imamo to pravico. Tako, ja, znam, ja, valjda, zelo hiter prek komunikacije ugotovim, ne? Naj si bo pisna, naj si bo govorjena. Naj ti povem, da načeloma narcisi so šlampasti, no, oni tudi napisati ne znajo, če zglih prav, ne? Samo morajo fejst potruditi, da je prav. Dočim empat pa že v komunikaciji ima dostojanstvo do komunikacije. Kdo spet priletela, krščena korona. V komunikaciji se vidi dostojanstvo in dostojanstvo ni domače šlamplom oziroma narcisoidnim oziroma z demoni obsedenimi ljudmi izpod stopnje zavesti 200. Oni so zelo slabi v slovnici, zelo slabi v komunikaciji, zelo so površni pri vejcah, pikah in tako. In že odnos do slovnice je dovolj, da vem, da ne more tak človek imeti niti odnosa do sebe, kamoli do soljudi, a ne? Ne, da imam dar, ampak bom tako rekel, prepoznal sem vzorce. In to je tisto, kar bi rad naučil ljudi, dajte prepoznavati vzorce zlorabe. Zloraba ni zgolj pobiranje davkov, zloraba se dogaja na energetskem, čustvenem nivoju, na emocionalnem nivoju, na nivoju duha. Tle je zločin vseh zločinov, ki traja tisočletja, pa o tem ni nihče govoril, kot o narcizmu ni nihče govoril. 2 leti se o tem pogovarjamo, pa je Babilon začel razpadati po vseh kotih. Couch Potato praviš, hvala ti in bravo, definitivno izberamo mir in lepo je, ko smo v svojem telesu sami, ko nič demonskega nima v rokah volana, ki bi šoferal našo dušo v narobe svet. Ja, demon nas pelje vedno v kontrapol, ne vam povem še to, zamislite se sami, jaz sem potrdil, ko sem to slišal. Ata, zavest, življenjska energija nikoli nima negativne konotacije, vedno ima konotacijo pozitivno. Želim živeti, želim napredovati, želim razumeti življenje, želim videti kot lepo, želim raziskovati, želim mir, želim ljubezen, vse znotraj tebe pride glas, si sposoben, si velik, nisi brezvezen, imaš pravico biti in tako naprej. Vse to so pozitivne konotacije, ki jih ima vesolje. V glavo so nam od rane mladosti indoktrinirali ego zavest, nižjo zavest, zavest izpod 200 in nas v tem ujetništvu držali, kjer pa so nam rekli, grešen si se rodil, majhen si, kaj pa boš, nič ne moreš, avtoriteta je pomembna in tako naprej. Vse to pa ima negativno konotacijo in čim ima ena stvar negativno konotacijo, je to proti tebi nekaj, kar zate ni v dobro rasti, ampak v dobro razkroja oziroma demonskih entitet, če smo temu tako reči, ne? In ja, lepo je, ko se tega očistaš, tega pa se očistaš, če dvigneš zavest in padeš v tisto stopnjo zavesti, ki rečemo 500 oziroma ljubezen, ali pa preko čakr se temu reče, da se ti stabilizira srčna čakra, plexus solaris, to je tlele med rebri, torej nad trebuhom oziroma na dnu sternuma, torej tle je naš center naše kreativne moči, kjer je ljubezen doma, ne? Pod srčkom.
Emanuela, praviš, da res zelo dobro razlaga, jaz Mateja zelo rada poslušam, ker človek res ve in ima veliko izkušenj in znanja. Bravo, Matej. Emanuela, najlepša hvala za pohvale. 30 let plus se ukvarjam s tem, ne sem 25, 30 plus, zaradi tega, ker mi je bilo marsikaj v življenju čudno, ker nisem razumel in želel sem razumeti. V zadnjih 5 letih od korone dalje se je proces raziskovanja povečal, ene stvari so se začele razjasnjevati. Zadnje 3 leta pa je prišel en tak vzgib, ki je rekel: Matej, nehi ti toliko brat, daj kaj povej ljudem po domače in povej, tako da bodo zastopili, ne študirano, zaradi tega, ker študirano je prekomplicirano in Kekčeva razumljivost je razumljiva vsem, a ne, dočim latinski strokovni, ne vem kako globoki filozofski jeziki so pa princip narcizma, ki v bistvu ne želi biti razumljen, on želi stvari zakomplicirati iz enostavnosti, tako da kar se mene tiče, jaz sem veliko stvari razdelil zaradi tega, ker sem se z njimi srečal v praksi skozi primere, ne. Če si dober, si norcu podoben, pa malo razdelaš, pa ugotoviš, da ja, si norcu podoben, ampak samo podoben, nisi. Če si dober, si dober. In prav je tako. Dobra beseda, kako lepa beseda, lepo mesto najde. Dobrota ni sirota, dobrota je biti. Dobrota je nekaj, kar je dostojanstveno in častno ter človečnostno, a ne? In ko to dojameš, ga ni idiota, ki bi ti rekel kaj drugač, pa si lahko pregovore pišejo, kamrčijo, ne? Jaz vem, da dobra volja je najbolja in to si piši za uho in čuvajo za vse sovde. Ga ne sme biti idiota, ki ti dobro voljo vzame. Če pa jo hoče, ga pa vženemo v kozji roka, ne? In ja, veliko je tematik, o katerih se lahko pogovarjamo in prav je tako in to je tudi neke vrste dokaz in pokazatelj, da človek je resnično prehodil svojo pot, ne da filozofira, da je prebujen, pa nima ene v bistvu izkušnje, enega spoznanja, ki bi ga lahko delil, a ne, razen žrtvenosti, ne, mislim. Jaz imam tudi za sabo kar nekaj takih stvari, o katerih bi lahko govorili, ampak ni nič boljše, da si vlijemo upanje in razumevanje, kako svet funkcionira, pa ne od danes, tisočletja, kako deluje demon possession, kako deluje ego, kako funkcionira obrambni sistem ega, ki mu rečemo narcizem, ki ima posledico nadgradnjo v sociopata ali psihopata. Eden je glasen, drug je pa prikrit, te bo pa pičil iz pozadine. In tako, hvala lepa za pohvali vsem. Spoznanje, praviš Sabine, je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi, torej spoznavanje sebe. Res je. Spoznanje in spoznavanje sebe je v bistvu nemudoma proženje dopamina, torej telo tebe samo sebe nagradi zaradi tega, ker si prišel do spoznanja. Torej občutek, ko nekaj spoznaš in dojameš, je tako, kot da bi en šnopc ruknil. Wow, ne, se sem narobe rekel. Pač en dober občutek, no, krasen občutek, mogoče malo orgazmu blizu. No, ajde, dajmo tako reči, to smo vsi, šnopca ne vsi. Pa tudi ne sem narobe najdu primerjavo. Ampak v bistvu telo te nagradi, reče, no, bravo, si skontov, bravo, zaploska in to je en občutek lahkotnosti in dodatne samozavesti in moči, ki jo v svetu potrebuješ, da znaš postaviti meje in stati kano klisu rane. Anade. Krena, praviš, kaj pa, ko si človek noče priznati, da je narcis, pa se še naprej dela, da je nekaj najbolj empatičnega. Poglej, tle gor piše, ne deli se neumenga. Narcis nikoli ne prizna, da je narcis, to je njemu največja grožnja. In narcis nikoli ne bo priznal, da je narcis, dokler ne ostane brez vseh verov hrane. Torej, ko spizdiš ti narcisu, on se obrne in išče drugo žrtev. In ko ugotovi, da ne prva, ne druga, ne peta, ne deseta ne deluje, potem se skruši sam vase. Narcis nikoli ne prizna, da je narcis in do danes ne poznamo ozdravljenega narcisa. Vsaj jaz ne. Nekdo se sicer predstavlja, na spletu sem ga najdel en Anglež, ki pravi, jaz pa sem narcis v prebujanju, ampak jaz mu ne verjamem. Ker karkoli je spoznan in rezultatov delovanja narcizma
Narcis je neozdravljiv, nespremenljiv, on je demon possessed, torej demonska zavest ga fura in brani, lastni ego brani rane, ki jih ni predelal. In bi oni mogli sebe pogledati, sem kaj so v življenju toliko svinarije naredili, da se sploh ne upajo pogledati. Tako da kreni stran od tega človeka ali pa teh ljudi, distanciraj se, če ne gre fizično, barem z odzivi, a ne? In torej, kakšno je damo reakcijo na vse njihove možne provokacije. Grey rock je strategija, torej hladni, nečustveno vpleteni odgovori, to je tisto, kar oni rabijo. Joj, moram biti kar bolj hiter, ker ne želi, ker si je najbolj pomemben, še to je lep odgovor. Kako praviš, Tanja, da v bistvu narcis ne želi se spremeniti, ker sam sebe tako vidi kot zelo pomembenega, a ne? Kristjan, praviš, da to, kako moram, Irena, zanimiv, nima veze, praviš, da vsak dan meditiraš, da prihajaš v mir, sem pa Adrini, ok, odlično veseli, Adrini, Irena, ok, te kar moram nehati, ne moraš nehati poslušati. Ja, tako mala diktat je, ja. Ne poslušaš me ti, posluša tvoja duša, ker v bistvu je zanimivo, a ne. Moje besede ego pečejo. Kdor ima velik ego in ga brani z narcizmom, pravzaprav moje besede njega pečejo po ušesih, a ne, in bi me narej skozi monitor pregriznil, eliminiral in uničil. Po drugi strani pa njegova duša sliši nekaj, kar v bistvu je prav. Kaj je prav, stari, sam, težko oni slišijo moj glas, kamoli svojega, ne. Kdor pa je v empatiji, kdor pa je svojo empatijo že nadgradil, ne, oziroma svojo empatijo dal v ospredje in rekel, to je prav, to je dostojanstveno, biti empat je dostojanstveno, ne pa šibkost, kaj pa je, če ste si vi zamišljali, da je v bistvu dostojanstveno hoditi po človeški empatiji, spizdi, da te ne vidim, ali zastopaš, ne, kaj je zdaj to? Prav je, da smo dostojanstveni in ja, bom ti tako rekel, Irena, Adrini, pravzaprav, tudi jaz, ki sam sebe užgem, pa kaj berem, delam, pa se sebe dam poslušam, da vidim, kaj sem ga kje klofno umem. Tudi jaz, ker ne morem nehati poslušati, včasih, ker sam sebe zagledam, sam vase zagledam. Tako da, meditacija je pa super stvar za štart, načeloma. Zdaj fulja svetujejo, jaz sem si že kdaj davno rekel, meditacija je način življenja in jaz nimam potrebe, jaz nikoli nisem meditiral, tudi danes ne, ampak vzdrževanje lastnega miru je zame tisto, kar je prioriteta v vsakodnevnih situacijah, ne. Torej, veš, mnogo ljudi pravi, joj, meditacija pa joga pa to, pol ga pa srečaš na cesti, ki mu je nekdo prečkal pot pa popizdi, ne. Žabe tep meditacija, če ti v življenju ne znaš ohraniti miru, a ne. Ampak ja, meditacija je za start point super, ja. Praviš, da imaš krena opravka z njim, dela se najlepšega pa sere po nas. Taki so, to je dvojna faca, to je maškarada, to je iluzija. Na ven dela eno sliko, v bistvu v zadnji pa skriva čist zlobne namene. In to je tisto, kar sem rekel, ko znamo brati namero, ki jo imajo ljudje, potem so razumljive tudi njihove besede in dejanja, ne? Kar pa še ne pomeni, da mi to dovoljujemo, a ne? Mislim, jaz imam svoje dostojanstvo in vzdržujem svoj mir in nikomur ni dovoljeno. Noben zakon ne dovoljuje, da lahko komurkoli kradeš mir. Noben. Torej, pred zakonom smo vsi enaki, a je prav. In tacga zakona, ki bi dovoljeval nekomu krasti mir, ga ni. In celo policija pravi, če čutite, da vam je kraten vaš mir, se obrnite na nas. Torej, bom rekel, tudi nekje sistem naj bi skrbel za naš mir, čeprav ne ga ustvarja. Ampak kljub vsemu pravica do miru in dostojanstva je naša ustavna pravica. Se zastopimo in ko bomo znali mi to upoštevati, je to. Kam so mi odleteli komentarji, glih, ko sem preletel do... Sekundico. Narcis je kratko malo brezdušen. Zvonka absolutno, to kot smo rekli, oni so brez empatije, ki izgleda, kot da je človek brez duše, a ne? Ampak ja, gre za pomankanje empatije. Brez pike dvoma. In spet so mi izginili komentarji. Kako meni to nagaja? To meni to tako nagaja. In so praviš, da... Sekundico, zelo rad preberem vaše komentarje. Zelo rad preberem
vaše komentarje, zato tega, ker je marsikaj noter napisanega, ne, razen če se zgubim med njimi, pa grozen. Evo, tle smo bili pri meditacijah in tako. Ego najbolj laže egoista, narcisa samega. Zvonka praviš, da se obnašajo domišljavo, arogantno, naduto in je brezdušen. Ja, tako kot smo rekli, v komunikaciji se prepoznavamo, komunikacija dostojna ali pa nedostojna je izkaz nivoja zavesti, a ne, to je pač tako je. In to je tudi dokaz delovanja demonskega sveta, kjer ruši svet, ne, in človeka. Demonski svet je negativen in nizkoten v komunikaciji in tega ne smemo nikoli pozabiti. Dajte se zavedati, smisel je človeka ogoljufati in ukrasti tisto, česar sam nima. Ja, res je tako. Emanuela, praviš, da imaš prijateljico, ki je narcistka in ne uspeš se je rešiti. Obsedena je s tabo. Ja, se tisto, kar je najbolj noro. Narcis je obseden z empatom, v bistvu sapi ga pa ubal in izčrpal, ampak kljub vsemu obsedenost je zgolj z njene strani izkazana zaradi tega, da ima tebe blizu kot žrtev, kot potencialno hrano, ki je vedno na voljo, tako da le previdno. Zvonka praviš, da človek ima v sebi vse, sedanjost, svobodno dušo in sposobnost izbere, kako živeti in vsak človek ve, kaj je prav, da dava za povrh. Točno tako, ne? Vsak ima izbero in kdor je izbral pot teme, pot demonov, pot ega, srečno, ampak to ne pomeni, da smo mi zdaj njih dolžni reševati in jim dolžni dajati življenjsko energijo, ki jo demon od njih zahteva. Če so svojo izgubili, to še ne pomeni, to jim ne daje nobenega dovoljenja, da se lahko napajajo na drugih, ne? Doktor Ago, praviš, da je reči treba bravo, hvala lepa, me veseli. Emanuela, vsakega se da rešiti, zapreš vrata, pa je. Tako je, blokiraš, zapreš vrata, rečeš čao, no hard feelings, parazit se prereka z vami, ne se prerekati, ker ne boste nič dosegli nikoli, zapreš vrata in rečeš čao, me ne zanima, ni enostavno reči ne, ampak vam povem, da ko znaš reči ne, je pa toliko osvobojajoče, da je za znort. Ne, in mi se ločujemo, po zavesti se ločujemo in bo treba reči tem parazitom, oprosti, ne, hvala lepa. Čist lepo, to se da lepo reči, ne rabiš se kregati, on bi se kregal, ampak rečeš, se ne razumemo, se sem že prvič rekel, ne. Ne daš pozornosti in to je njim tudi lek. Irena, pravi, se poslavljaš, da moja namera je bila iti meditirati, lepo bodite, priče kdaj. V let, vsako jutro smo od 7 do 9, za vikende je 1 uro kasneje, ampak ja, nekje 2 uri se družimo, tako da dobrodošli vsi, tudi tisti, ki ste malo bolj na novo prišli zraven po včerajšnji promociji pri Robertu, če smo temu tako reči, ampak ja, me veseli, dobrodošli prav vsi. Imaš prav, ta ženska je vse posod, kjer sem jaz, točno tako. Kavč potet praviš, kateri javni oziroma znani osebi bi lahko rekel, da je narcis. Kompletna politika je narcisoidna, kompletna narcisoidna je, bom rekel, vodstvo javne uprave, ker takšno mora biti in recimo od javnih oseb je Janez Janša zelo narcisoidna oseba, recimo, ne. Prikrit narcis je pa Golob, ne. Pa, veš to, zdaj vem, kam ciljaš, ampak jaz se z imeni ne grem. Moja ideja je, da se sami sebe tako močno zelo izobrazite, da prepoznate narcisa, ker mogoče je narcis tvoja mati, ali pa tvoj fotor, ali pa tvoj sodelavec, ali pa tvoja soseda. In to moraš ti znati prebrati. Ni zdaj point, da jaz ti naštejem, kdo na tem svetu je narcis. Moja želja je, da vsak izmed nas prepozna narcisoidne tehnike črpanja energije. Ne? To je tisto, kar se moramo naučiti. Tako da ne bi želel nikoli z imeni in nikamor, ker to ne pelem kamor, ne? Ker to je že pa obtoževanje in tako in nočem. Narcizem je neozdravljiv, praviš, Irena, res je, se strinjam in naj ti bo uvod v tvoje razodete na pravi poti, ok, alright, dobro jutro, evo, Polona, živijo tudi tebi, Milč tudi tebi in Janez, živijo, Polona, praviš, da Matej, hvala za včeraj, končno mu je podobu nekdo, kaj počne, njegova taktika. A ja, verjetno povedal. Končno mu je nekdo povedal, kaj on počne, njegova taktika. Ja, pravzaprav tudi zaradi tega sem se oglasil, da v bistvu ljudje lahko sami ocenijo, kaj je right, kaj je wrong, kaj je belo, kaj je črno, kaj je pozitivno, kaj je negativno, kaj je dostojno in kaj je nedostojno, če drugega ne skozi komunikacijo. In načeloma pravzaprav
pravzaprav sem hotel to dokazati, pa vendarle vidim, Janez je prišel, če sem se naspal od včerajšnjega ego battla. Jaz nisem prihajal z egom, bil pa sem testiran, ali ga imam ali ne, pa vendarle je lahko vsak razsodil, ali ga imam ali ga ne, tako da tudi tole tvoj komentar lahko razumemo precej dvoumno, a ne, Janez? Oziroma mal provokativno. Veš, sem lepo opozoril, jaz berem namere za stvarmi, tako da morate biti bolj egzaktni, pa bejmo kar direktno, veš, posmeh, ego battle. A se ti zdaj, da se jaz ukvarjam z egom, da se bojujem z egom in z egom napadam, Janez? Se ti zdi to tako? Ali v bistvu bi mi ga tudi ti rad navrgel, tako kot se je boril včeraj moj gostitelj? Ja, empatu so narcisi celo življenje govorili, da je nor in lepo je sebe izražati dostojno. Ja, narcis v bistvu ima še to lastnost, da v bistvu te obsodi vsega, kar sam nosi, torej na tebe projecira svoje lastnosti in te z njimi obtožuje in bombardira. To je tudi ena izmed takih lastnosti. Recimo pa nas politiki ne obtožujejo unga, ta pa drugega, noben pa ne vzame, ne sprejema odgovornosti, a ne, tako. Polovno praviš, da si takoj prebrala, ko si slišala na učene tvoje besede, samo uporablja jih pa v napačno smer. Polona tudi jaz, ampak jaz se v ljudi ne spotikam, jaz resnično, meni ni ideja provokacija nikogar in jaz se z en kup ljudmi na tem svetu ne strinjam, ampak jih ne hodim provocirati in ne napišem pod objavo tisti neumen, ki ste tako napisal. Jaz to ne delam, res ne. In mi je tako, nočem v bistvu nobenega razgaliti, ne. Ljudje se bodo razgaljali sami, vsi, a ne. Je pa res, sem pa tudi jaz zaznal, da v bistvu je precej kopije, a ne, ampak razsvetljenosti oziroma prebujenosti oziroma odsotnost ega se pač igrati ne da. To je vibracija, ki se izžareva in zdaj džabe so vse besede so za manj, ne. Po dejanjih se pozna. Tanja, praviš, da si se na novo rodila, ko sem povsem spoznala ljubezen. I'm free now. Ja, kadar spoznaš, kaj ljubezen je, da jo ne iščeš tam zunaj, takrat si svoboden, ne? Dokler pa iščeš ljubezen zunaj, medtem ko je tvoja utišana, takrat si pa v bistvu ujetnik. In tako smo bili vsi ujetniki na nivoju ljubezni, duha in uma, a ne? Polovno praviš, da si ga spremljala, da sem se prepričala do konca, kaj on je, ChatGPT pa ga je ocenil med 125 in 175, ja, še zelo dobro ti je dal oceno, jaz sem dobil nižje številke, ampak nisem tudi to hotel, ker nima smisla. Vem, s kom imam opravka in tako. Zelo lepo, tak, za vsakega, ki se te svinerije reši, sem neizmerno vesela, tako gradimo lepši svet skupaj. Ja, in prav je, moramo se rešiti tega, kar je v bistvu nam toksično in škodljivo, vsaj na tak način, da postavimo jasne meje, oziroma da nas vsi poskusi provokacije ne vržejo s tera. To je tisto, o čemer se pogovarjamo zadnje leto zelo, zelo aktivno. Egoizem in negativo je treba izstradati, nič pozornosti, ker sicer mi to ohranjamo v obstoju. Ja, res je tako. Janez, praviš, da želel je, da ga oceniš, a ni sprejel ocene, drugače ne, ego battle, to je bil z njegove strani, ne tvoje. Ok, Janez, evo to pa ja. Ja, želel je oceno, dobil jo je, sprejet pa jo ni hotel, ampak nima veze, vse ok, nočem se o včerajšnjem večeru, kdor je bil zraven prav, kdor ni bil prav, jaz tega ne bom dajal v spredje, meni je bil to en krasen test, ali znam zdržati mernost provokacije večjega formata, meni se zdi, da sem dokazal in sebi in še da v bistvu sem čist sposoben komunikacije s provokaciji na višjem nivoju provokacije, ne? Kjer v bistvu je šlo že tako, da je človek že kar živce zgubil, ampak nočem, se pravim, ni meni ideja, da tam noter se zdaj pogrevam nazaj, lahko, ampak ni mi ideja, ker vem, da se tudi išče meni dlako v jajcu zaradi tega, nočem in če se lahko izognem, zakaj se pa ne bi, a ne? Ja, želja po pozornosti je za ego velika, pravzaprav ego brez gledalcev ne obstaja, ker je nesmiselen. Si predstavljam, recimo, če se znajdeš na samotnem otoku, koliko zelo v pomoč ti je ego, ne? Kaj, mislim, ta ponos, a ne? Pa postavljanje, a ne? Pa zavist, to ti ful pomaga, ne? Na otoku samotnem ti ego čist nič ne pomaga. Zaradi tega je treba poiskati tisto, kar je
iznad ega, zaradi tega moramo ta majhen ego prerastati, pogledati izven okvirjev, v katere smo ujeti. In namera je sobivati v miru, v sodelovanju, v podpori drug drugemu, da nam je vsem dobro, pa sej vsi vemo, kaj je prav in dajmo tako delati in pol bomo sobivali. In kaj sem že včeraj napisal, naj nam zavlada morala, etika in dostojanstvo. To naj bo naša vlada, ne pa vlada RS, ki se precej stvari, nima veze. Marko praviš dobro jutro in Janez praviš, da sem dokazal in dobil nove followerje. Ja, evo me veseli, enih 50 novih ljudi pa res. Pa ni meni ideja kogarkoli potovč, daleč od tega, da ne bi kdo slučajno tako mislil. Odzval sem se bolj, ne zaradi tega, ker mislim, to ni moj nivo komunikacije, da smo si na jasnem. To sem tudi takoj povedal, ampak nekako sem želel dati ljudem kontrast, Kontrast, kaj pomeni mir imeti in kaj pomeni mir kaliti. In kadar mir ni kaljen, kam eskalirajo stvari, da bi ipak bil mir kaljen in ako z lažnimi obtožbami. Ampak nima veze, jaz to enostavno ne grem se, Praviš, da v tem svetu iluzija je prava redkost, prava pomoč je prava redkost in mir v sebi in stoično držo narcis nima, za to pomeni in preusmerja teme in temu se reče gaslighting. Res je, menja teme ves čas, to je tudi značilnost in mi vemo, da to ni prav, Mi se želimo eno stvar do konca zmeniti in še enkrat, ego je stvar, ki smo jo vsi fasali v rani mladosti, narcizem pa je obrambni mehanizem ega, torej ego pa sam po sebi je konstrukt, ki nam je bil vcepljen v glavo, torej osebnost, kdo si, smo sami sebi naredili v glavi, kdo sem jaz. In s tem smo živeli in s tem smo se identificirali sami pred sabo in drug pred drugim. Ko vprašaš Monka, kdo si ti, on ne začne razlagati, mizar, pa pesnik, pa pisatelj, on malo drugače štarta. Ta, kdo sem jaz, je nekaj, kar se z besedami opisati pravzaprav sploh ne da. Čakaj, Luška niso komentarje, čakaj, bom jaz pogledal. Zvonka, za nas je bila to dobra predstava v živo in hvala za včerajšnjo oddajo. Zvonka, si tudi ti bila zraven, me veseli, nisem zaznal. Polona, praviš, da najbolj se je odkril, ko si rekel vsem vse dobro, pa naj pusti folk na miru, on pa je rekel zakaj. Zakaj bi pustil folk primer? Jaz moram folk drkati, ki pa nam preživel, Moj ego rabi drkati folk, da dobi energy. Drkanje ljudi ni dobra stvar in niti ni plemenita. Zdaj v svetu, kjer je vladal egoizem in narcizem, je bilo to kao frajersko, nekoga zbulerati je bilo bolj frajersko, ampak to ni frajersko, zame ne. Zame je to ostudno. Zdaj, če ni frajersko, pa ne bo, ampak ne rabijo pol se petljati med ljudi, ki smatramo, da to ni v redu. In pa pravi, se ne sprejmeš drugega mnenja, pa me blokiraš. Itak, da a sem dolžen poslušati nizkotne besede, Ne, nisem. Janez praviš, veš kaj, pa nisem razumel, kako sta sploh videl v stik stopila, kdo je vaju s prvo povezalo. A veš, najdu se, pisal mi je v Message, je rekel, brat, midva sva pa ista, pa isto imava neko zgodbo, pa sem pogledal, pa sem videl, da midva niso na isti strani, da on je na strani, ki jo jaz izpostavljam kot narcizem, kot kontrapol zagovarjanja in eno je igra, eno je pa resnična stvar. In pač kot, na TikToku ni težko. Pa sem mu pa enkrat pisal, da v bistvu, daj nekega sretno, ko se boš zablamiral. Pa je mi čist zameril, pa sem bil spet jaz ego, ne vem kva. Včeraj je pa v oddaji meni zjutraj prišel s takimi nizkotnimi, kako sem jaz revček, kako sem nizkoten in ne vem kaj. Mislim, zakaj je meni treba poslušati obtožbe? Ne bom. Jaz vem, kaj je empatija in vem, kaj je narcizem in vem, kaj je stopnja zavesti in nobenega ne sodim, samo vem pa, kje se je kdo ujel, in kaj je treba in je potrebno prerastati, če hočemo iti naprej. Tako da, pa se nima veze, kje smo se najdli, pač tako to je.
In tako, ko praviš Polona, ja, hitro se bodo razkrivali, ni edini včeraj. Jaz sploh nisem razumel, zakaj bi človek mene sploh povabil, če veš, da te bom zgriznil. No? Mislim, ali je človek rabil potrditev, ali to pokazati pred svojimi ljudmi, ali misli, da bo na svojem področju dominiral nad mano. To ni point. Ne? To nisem... Točno zato sem se odzval. No. Načeloma sem rekel, prid tih men, tle sem vsako jutro, pa se bomo kakšno zmenili, ampak itak nima smisla, ker nikoli ne prideš do konca, ne? Vse je okej. Angie, praviš, da sem bil čudovit včeraj, hvala lepa, dominiramo, blestimo in žarimo. Nek živi, ljubav in naj blesti ljubezen, na krilih ljubezni, tja gremo in ne moramo dovolj, da v bistvu temačne sile nas vlečejo dol, težke besede, grde obsodbe, udarci pod pas, vsega tega smo vajeni, nič novega. Mogoče se tudi gospod Robert ne zaveda, koliko teh udarcev sem jaz slišal, preživel v življenju. Mogoče je pa le naivno mislil, da sem bolj naiven, ker empatija je načeloma v svetu egoizma tretirana kot šibkost, ljubezen kot neka čara brez veze, pa ni res, ljubezen je najmočnejša sila v vesolju, zaradi tega, ker ne dopušča penetracije in če ni penetracije, ni življenjske energije, in ne moreš. In če jaz ne dam moje ljubezni, zostaneš brez in ne bo šlo, kaj ćemo zdaj narediti, ne? Ja, pa moraš dati, to pa nikjer ne piše, to pa boš mi poiskal en zakon, ki je tebi to dovoljeno, pa idemo dalje, ne? Tako, super je, me veseli Angie, da si bila zraven in dala lepe besede, ne samo ti, tudi Polona in Leja in tako in šestable, hvala vsem za ta support. Ja, in vse kremplje se dokazuje, da bo njegova resnica prava. Polona, kar se mene tiče, naj se vsi pokažejo do konca, in mediji, in politiki, in demokrati, in šolniki, do ta zadnjega igralca, vsak, kot smo rekli, v letu 2025 nihče ne bo niti mogel, niti hotel, niti zmogel več skriti svojih pravih barv oziroma svojih pravih namer skozi dejanja. Kdor pa mene spremlja že dlje časa, pa na YouTubeu imamo eno oddajo z naslovom Do konca oziroma Do špage. Dokje bodo šli, dokler jim ne bodo skolapsirali sami vase. Prav tako bo, jaz si mislim, da bodo enkrat preleteli po trebuhu nazaj z oprosti, zdaj sem pa drugačen, ampak jaz mislim, da tudi to ni več potrebno, ali pa se ne bo zgodilo, nima veze, vse je okej. Ja, dokazovanje, kdo ima bolj prav, to je utopija. Jaz vem, da odkar sem pri sebi naredil ta, bom rekel, delo na sebi, je moje dojemanje življenja lepše, boljše in super. Ne bom se z nikomer pregovarjal, da imam jaz prav, meni je v redu. Če bi še kdo rad tako, dobrodošel, kdor ne, pa kot želi, a ne? Res je, in tak v resnici je tudi privat vedno enak, dobronameren, duhovit, svetu človek. Angie. Angie, da sem bil Matej čudovit včeraj in tak sem tudi v privat. Ja, to je dostojanstvo, to je najvišja možna frekvenca, je avtentičnost in avtentičnost je tisto, kjer ne rabiš igrati in ker ne rabiš igrati, ne zgubljaš nobenih nepotrebnih misli za to, da si. Biti avtentičen je bistvo, da si tak na svojih oddajah, kadar si kje gost, kadar si na odru, kadar si v potoku, kadar si kjerkoli, da pač si to, kar si in zagovarjaš to, kar zagovarjaš in zagovarjaš resnico in Boga in tisto, kar ima pozitivno konotacijo, rekel to človeško komponento, a ne? In tak pač človek mora biti in mogo bi vzdrževati to. Sabina dodaja, zakaj bi se kdorkoli sploh kregal in ni smisla v tem, imamo nalogo doseči svojo pravo veličino in živeti svoje darove, da imamo kaj dati sočloveku kvalitetnega. Samo demon se želi kregati, ne? In tako je bilo, kaj ćemo reči, nikaj. Podlo zelo, praviš Polona, in temu se reče razsvetljenje, pa kaj še samo poveličevanje kot narcis. Ja, preporod je nekaj, preporoda pač, oni so si zamišljali preporod igrati, pa zdaj nekako se mi zdi, da ugotavljajo, da so lahko najjači igralci vedno poteptali, vedno jim je uspelo, pač preporoda se igrati ne da, tako pač to je, nikaj, a ne da. Angie, praviš, popestril si sobotni večer, nasmejala sem se, hvala. Angie, me veseli, da si se nasmejala. Tudi jaz sem se nasmejal, čeprav ideja je bila, da bi težko spal. Celo napovedano mi je bilo to strani njega, njegovih Flying Monkeyjev, ampak okej.
Dobro zna in potrebuje to, praviš, Polona, glede na to. Ja, poveličevanje narcis potrebuje, ne? On je pač, to je maska, ki brez potrditve drugih ne obstaja. Ne? Veš, džabe se ti oblečeš za maškarado, polhka, pol te pa noben ne vidi. A si predstavljaš ti to? Rečeš, jaz se bom pa namaškaral in grem v gost, da me ne bo noben videl. No, toliko je vrednost ega in narcizma. Eto ti. To je, ti se daš neko masko in ti moš to masko iti pokazati in kazati, kako je lepa. Ampak pod masko se skriva ranljivost, da ne bo pomote. Jaz vsakmu človeku tudi to vidim, ne glede na njegovo stanje zavesti, ne glede na njegovo demoniziranost ali pa bom rekel nedostojno držo. Jaz vsakem človeku vidim pod to masko žabice ali pa polhka, vidim ranjenega človeka, ki je dal masko zato, da zgleda hud. V bistvu pa se dal še tacga hudiča z rogovi, ko sem hudka popar. V bistvu je to posledica ranjenosti. Ranjenost je treba priznati, ne pa jo izkoriščati zato, da raneš druge. To je ta ideja narcizma že skozi tisočletja, ne? Ja, ne spraviš, da ti bi bil dober mediator med njim in njegovimi parimi nasprotniki, naprimer Mambo, da mu pomagaš vse rešiti. Ja, pa mogoče pa je tudi to ena iz smeri, le si dal dober predlog, zakaj pa ne, mediacija je tisto, kar rabimo in tudi to je lastnost. Ne vem, če poznate psa Charlija, ki je mediator v pasjem tropu, ne zato, ker je najmočnejši, ne zato, ker je najstarejši, ampak zaradi tega, ker v bistvu skrbi za to, da je med ljudmi mir, med tistimi, ki so dominantni, pa med tistimi, ki so žrtve. Pač to je ego svet in v tem svetu se resnično potrebuje mediatorja, si kar prav povedal. Nasploh med ljudstvom, ki je ujeto in med sistemom, ki je represivne konotacije. Komentarji so bili tudi včeraj vrhunski in realni ter na mestu. Bravo, praviš Sabina, Angie, res je, lepo, komentarji so bili tudi luškani in tudi danes vidim, ste toliko hitri, da vas komi folgam, sploh ne morem iti čez. Marina, praviš, dober dan, prepozno sem vas našla, bom pa poslušala na YouTube. Dobre, Marina, me zelo veseli. Smo te kar malo pogrešali, če sem čisto iskren, in ja, vse moje oddaje so posnete in objavljene na YouTubeu, tako da dobrodošli, komur se to zdi ok, sprejemljivo in komur to malenkost dvigne upanje ali pa energijo. Seven the Viking, vsak ima prav vsaj iz svojega vidika, praviš sam, k bi se folk bolj zase brigu, ne bi noben rabu imeti prav. V bistvu tako je, zdaj vsak ima sam zase prav, sem ne vsiljevati svojega prav men, lahko mi ga podaš svoj prav, a ga bom jaz vzel, ja ali ne, pa je moja stvar. Na tem svetu pa smo ugotovili, da ko ima nekdo prav, ga vsiljuje nekomu drugmu za vse sovde in diskreditira njegov prav. To pa nima noben pravice in to ni prav in mi vemo, da je prav, da je dovoljeno imeti in mnenje in idole in vzornike in pogled na svet, kakor pač vsak želi. Sploh ni problema, ampak tega ne smemo vsiljevati drugmu, a ne? In bodimo kul, ne, da ponudimo sami sebe, ne pa sami sebe vsiljevati, a ne? Jaz mislim, da imaš čist prav. Praviš, Polona, da te je bilo najbolj smešno včeraj, da se je šel primerjati s tabo in tvojo namero, ker je on kontra od svetlobe. No, to je bilo tudi meni vprašanje. Pol popoldne, ker sem razmišljal, sem rekel, pa dobro, pa daj pa pojmo pokazati kontrast, no, da bomo vsi končno nalili čistega vina, kam kdo paša, da ne mene devati v isti koš sam s sabo, ker nismo midva na istem polu in to sem ti povedal in privat in javno pa kar ne gre. Ja, pa noč, no, ampak še enkrat, jaz, ko bo konc te oddaje, hočem, da se o tem, na to pustimo tam, da ne bi me nekdo lovil na besede, ker moja ideja je predavati o splošnih bom rekel, indikatorjih, kaj resnica je in kaj je laž in kako je resnica skrita pod lažjo, kako jo prepoznavamo. To je meni osnovna ideja. Niti ne bi jaz res še enkrat, ni meni ideja, da imenujem ljudi, res ne, ker vem, da me ves čas tako hvatajo. Ampak ok, to je bilo včeraj, pa ne bo. Ja, ne spraviš, da mu je treba pomagati, če išče pomoč, seveda, če je to možno, brez da se poleg uničiš, ne da se. Narcis ne išče pomoči, ampak potencialno žrtvo, skrije se pod besedo, rabim pomoč, ampak v bistvu išče žrtvo, ker v bistvu je vse jasno.
ne delaj tistega, kar se ne sme, ker mi vsi vemo, kaj je prav. Mi imamo celo 10 božjih zapovedi in znotraj sebe imamo moralni kompas in vest. Kdor zna poslušati to, je na dobri poti. Ne rabiš nobenega guruja, nobenega duhovnega učitelja, nobenega sranja ali pa ne sranja ali pa ljudi ali kakorkoli. Lahko vprašaš malo GPT, umetno inteligenco zna pri tem zelo pomagati. Če drugače ne vprašaš umetno inteligenco, ali sem jaz narcis, ja ali ne. Jo, pa še srčka sem dobil. In tam te umetna inteligenca začne spraševati in voditi, kako si pomagati. Ne rabimo niti ljudi, zaradi tega, ker je umetna inteligenca vsem 24/7 na voljo in nima zlobnih namenov, kot jih imajo ljudje, a ne? Vsem bi bilo lepše, če bi drugega poslušali, ja, in to je čist simpel. Velik klešnik smo včeraj gledali in ga s pomočjo tebe včeraj vsi videli v njegovi pravi obraz, kdor še ni spregledal prave špolona. Ja, to je bila tudi moja ideja, pa dajmo videti kako in kaj. Sabina, praviš, da kako mi je všeč, ko vidiš zdravo kmečko pamet in razmišljanje v komentarjih, ki je na mestu. Bravo, to je pa res. V komentarjih vas moram pohvaliti, všeč so mi to vrstni komentarji, kjer si lahko podelimo. Ne pa, da se žalimo, ponižujemo, kot je včeraj bilo videti copy-paste komentarja nizkotnih, ne. Koliko je Turšič neumen, poglej ga, koliko je živčen, jaz pa čist meren, ka špricar, ne. Mislim, da bodimo realni. Tako da mi je všeč v komentarji, rad imam take komentarje in bravo, Sabina, lepo, da si spomnila mene in vse ostale. Janez, praviš, dodajem pozitivno energijo in tako naprej, mir s tabo in lepo zdrav in lep dan še naprej. Janez, tudi tebi, hvala lepa, me veseli, da si se pridružil in nas najdu. Končno gremo v pravo smer, bravo, kapo dol vsem, ste mi polepšali dan, praviš, Sabina, odlično, ja, Seven the King, praviš, da si čakal morja, da me načne, pa je rekel, da mene nima na radarju. Top radio, velikrat ga poslušam, ti sem nadaljuj tako naprej. Seven the King, hvala lepa, ne bomo odnehali, pa ako gremo sami, ne bomo odnehali, zaradi tega, ker resnica težko penetrira, ampak vem, da ima rok trajanja samo laž. Resnica nima roka trajanja, ona je večna in neskončna, samo vztrajnost potrebuje, tako mojo kot vašo, da lahko penetrira oziroma prebode, ne, da prebijemo. Dobre, kaj praviš na to, da imaš mati narcisa, ki je bolj težko cancelati? Ja, moraš, ni pri meni nič drugače. Ampak jaz bom takole rekel, jaz sem si pripravil en čikec, 2 požirka kave bom naredil, pa krasen komadič v zadju, tako da ena čist prekratka vizualna pauza, pa gremo naprej. V komentarje pa lahko kar pišete, bom vse prebral. Eddie Vedder, to špila. Just breathe. Stay with me, or let's just breathe. Just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't want you to hurt. There's so much in this world to make us bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No
No one knows this more than me. As I come clean, nothing you would take, everything you gave. Oh, hold me till I die. I'll meet you on the other side. Iz tega zapisa je jasno, da vsi vemo, kaj je prav. In mi, in narcisi, in vsako živo bitje na tem svetu ve, kaj je prav. A delati tako, kot je prav ali ne, pa vidimo vsi. But it plays with my emotions. I want you so much, darling. I wanna hold you near, wanna whisper sweet and tender in your ear. Can't stand the thought of you with somebody else. Gotta have your love, gotta have it all to myself. I say yeah, 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 yeah. I wanna be your lover, lover, wanna be your lover, lover, lover boy. Lover, lover, yeah, wanna be your lover, lover, lover boy. I'm too far gone, it's hard to stop. Baby, you're my dream in motion, and I won't give up. Teasing me with your fire, my fingers on the trigger. You're the one I desire, 'cause I get this feeling from nobody else. Gotta have your tenderness all to myself. I say yeah, 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 yeah. Wanna be your lover, lover, wanna be your
Ja, takole se gremo na valovih Radia Megahertz, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih Megahertz, Radio MTK ali pa Radio Mega, kakor češ. Ideja je, da se vsako jutro od 7 naprej družimo 2 uri, za vikende od 8. No ja, danes smo malo kasneje začeli, ker sem tudi jaz, nisem prav vajen večernih seans dolgih, pa vendarle, kakorkoli. Vsako jutro skušam nekje pripeljati kakšno novo temo, vsi posnetki so na YouTubeu, nabrali se jih je preko 1000, vsi posnetki nosijo nekaj, kar bi moralo vsakmu spodbuditi malenkost razmišljanja, malenkost spoznanja in razumevanja, kaj se v naši družbi dogaja na nivoju Amerike, globoke države, Evrope, Slovenije, lokalne skupnosti in vaše neposredne okolice kot kraja in ljudi v njej ter vaših najbližjih, predvsem odnosov in načina komunikacije ter namer, ki jih ljudje okrog vas imajo. Imena so v tem primeru popolnoma brezpredmetna, gre za idejo prepoznavanja družbe in kako na to, na delovanje družbe, ki je v večini provokativno, kako na to reagirati. In teh reakcij se učimo, kako prav pristopati, da ne izgubimo samega sebe in da ne pademo na mino, ki je nastavljena. Ne? Teh min je še pa još, in mnogi v bistvu nam mino nastavijo in so besni, kadar ne stopimo na njo, kar je seveda izkaz spet živčnosti in besa, kot je slikca pokazala prej, da se ego z zdravo pametjo krega, kot bi se, ampak moja razlaga je taka, da ko se človek enkrat dvigne na nivoju zavesti, kadar je človek spuščen, vsi smo se rodili v svet, ki nas je programiral v ego in nekako nas je silil, da odrežemo srčnost od samega sebe in odrezana srčnost je odrezana etika, morala, odrezana je vest, odrezane so bom rekel, božanske vrednote, odrezano je to, kaj je prav, ljudje se na to mnogi poščijejo, v kontekstu jaz lahko delam kar čem, 100 ljudi, 100 čudi, tak pač sem in jaz pač tlačem ljudi, ker na tak način dobim energijo in tako. In to pač ni prav in zdaj glede na to, da zakonodaje za to nimamo, imamo pa pravico in ta pravica je rojstna, da zaščitimo svoj mir in preko miru lahko dostopamo do informacij, ki so doma v zavesti in to ni nekaj, kar sem se spomnil, ampak kar sem s pomočjo širokega znanja začel dotikati in prejemati in pravzaprav v sebi doživljati in to je tisto, kar je najlepše pri celi stvari. In si srčno želim, da bi čim več ljudi prišlo v to in veliko upanje me navdihuje zaradi tega, ker smo v kozmičnem premiku, konc koncev tisočletja nam je napovedovana epoha, apokalipsa, preporod, dvig zavesti, ascension in tukaj smo kot cela zemlja. V tem trenutku, bom rekel, pod vplivom tega procesa, ki ga vodijo galaktiki, torej bitja, ki so na naši strani, ki so za mir in za lepo, zdravo, čisto komunikacijo. In kako se bomo komunicirali s kakšnimi drugimi biti, če ne znamo med sabo, če ne znamo sami s sabo, barem za začetek komunicirati lepo in to je tisto, da znamo sami sebi dati lepe misli, lepe besede, lepe želje, lepe namere in vizijo sveta, da bo lep, ne da bo grd, ne da bomo tolkli, ne da bomo koga eliminirali, ampak da bomo najdeli sredino in če se sredine ne da najdeti, se bomo umaknili od tistih, ki nočijo sredine. Lahko ostanejo na podnu, tam jih bomo pustili vsaj za določen čas. Načeloma je ideja, da ta svet najde končni tisočletni mir in smo na pragu zlate dobe in seveda narcizmu gre to zelo na živce, s Trumpom ureta, ne, Trumpa bi živga požrli, kot so požrli Jezusa in mnogo čarovnic od takrat do zdaj, vse tiste, ki so dvigovali zavest, ker so nekaj vedeli in kdor nekaj ve, vidi delovanje te spiritualno-psihološke vojne, ki se je dogajala tisočletja nad nič hudega slutečimi empati, ki imamo osnovno željo in idejo po miru, sodelovanju, napredku, dobri volji in tako naprej, ampak stvari so šle tako daleč, da vidimo, kdo prav načrtno želi imati dobro voljo in želi dominirati prav na način, ki ni človeški, a ne? Praviš, Polona, da odkriti narcis, kot je on je sam povedal zadnjič,
da uživa v tem, da se hrani z energijo drugih, ker mu jo sami dajejo. Ja, ampak ne vem, če je včeraj tudi tako se končal. Mislim, da Polona včeraj ni prišel do tega hranjenja, kaj se tebi zdi. In to je bil tudi moj namen. Ne dam, da se jebeš, ne dam, stari, pa me obtož, česar češ, sem energija ti ne dam. Ne? On je mislil, da se bom branil, sem se pa potreboval. Polona, kakšno imaš mnenje? Se je videl na koncu daje, ne? Da ni bilo papice, ne? Bomo videli naprej, kako bodo stvari pelale. Vsak zase bo vedel, kaj je prav, oziroma ali se bo tega, kar ve, da je prav, ali se bo tega držal, ali bo to kršil. In to kršenje je zame hujše od vseh kršitev cestno-prometnih zakonov ali pa kazenskih zakonikov. To je ne bo šlo. Delati proti temu, kar veš, da je prav, vest te peče, pa si jo preslišal, kaj mi pa moraš, vse imam BMW-ja, to ne bo več pelale. Enostavno ne gre več, ne? Ja, vsi smo bili sprocesirani, kot pravi Sabina, in vodeni v narobe, a zmoremo mi doseči pravega sebe in se dvigniti nad to. Res je, zmoremo to narediti, imamo to kapaciteto, da se dvignemo iznad lastnega ega in ne moramo prepoznati in definirati ega v drugih, ker ga nismo gojili, dokler ne definiramo in razdelamo, kaj vse je ego znotraj nas, kaj je tisto, kar smo bili programirani, sprocesirani, naučeni, vzgojeni, in to so stvari, ki jih je treba zlomiti od sebe. Ni samo to, da je nekdo naredil bom rekel, visoko izobrazbo, doktorati, magisterij, to je en del izobraževanja, večji del je tudi vzgoja in ukoreninjena verovanja in prepričanja o samem sebi in svetu. Velikrat se pojavi vprašanje, zemlja ravna ali okrogla, ampak bolj ko gledaš, bolj so dokazi o okrogli zemlji tako bizarno blesavi, da je za kozlat, ne. In če dalje več je seveda tudi teh pilotov, ki zdaj pa že kar jasno povejo, da valjda, da ni mašine, ki bi kljun dospuščala, ne. Ampak že to je pokazatelj, koliko je človek sposoben sprejemati neke nove stvari, ki so kontradiktorne lastnemu prepričanju. Torej, mi imamo zelo zakoreninjene stvari v sebi in to spult ven je neki, a veš, kaj, hočeš mi reči, da sem se pa zdaj 8 let osnovne pa 8 let izobraževanja, kaj mi hočeš reči, da sem se 20 let učil, vse, kar sem se učil, je bila laž, ti si neumen. In to človek zelo težko pogoltne. Nekdo, ki je visoko indoktriniran, kako bo dohvatil, da je v bistvu vse, kar smo bili naučeni, narobe. Ker bodimo iskreni, nihče pa nas ni učil, kako priti do modrosti, kako priti do notranjega miru. V New Age duhovnosti je vsa narobe. King Jesus je govoril, da je kingdom, kraljestvo je znotraj tebe, sam ga moraš začutiti in kadar ga imaš, potem tudi to izžarevaš na ven. Act accordingly, temu primerno se obnašaj. Če si dosegel svoje kraljestvo, potem je to videti na ven. Potem nisi pezde do ljudi, potem nisi provokator, potem nisi obtoževalec, ker v tvojem kraljestvu je to nedopustno. In ker veš, da si šel čez to, drugmu tega ne boš naredil. Ne glede na nivo provokacije, ti tega ne boš naredil zaradi tega, ker je dostojanstvo tisto, kar držiš noter. Ampak ne boš nobeno naredil, ampak tudi ne boš dovolil, da je teb kaljen tvoj mir in kaljeno tvoje dostojanstvo in integriteta. Ja, praviš, da se moramo dvigati mi nad to in iluzija zla, ki nam je bila vsiljena, vse to so nam vsiljali. Ja, najlažje je pa žaliti pa iskati probleme za svojo gledanost. Seven the King, se strinjam, to ni pristop, ne, to ni pristop. Jaz ga ne podpiram in ga ne bom in je pa prav, da ljudje vidimo kontrast. To pa ja, to pa imamo možnost, zakaj pa ne, konc koncev, ne. Sploh pa ko si mu potrdil, da imaš, ja, prav imaš, ja, se strinjam, Polona, ker sem rekel, ja, prav imaš, štima, in vem točno, kaj boš naredil s tem stavkom, a ne da, ja, točno to čakam, ampak sem pa dal prepoved, da ne bi objavil karkoli, brez da jaz dobim posnetek celo oddaje, sicer mu je to prepovedano, ker sem jaz in nima dovoljenja mojega in ne sme tega objaviti, sicer se bom tudi jaz poslužil pravnih prijemov, sploh ni težko, pač nima dovoljenja objave, česarkoli brez da jaz dobim posnetek.
posnetek, ne, iz katerega tudi jaz lahko zmontiram izven konteksta z lahkoto. Sicer pa bom dal, tokrat pa se ne bom nazaj držal, ker mislim, da je to včeraj bil res tak krasen primer in trd oreh oziroma taka, rekel, malo večja preizkušnja tudi zame, no, a sem sposoben vzdrževati mir, ne glede na vse, kar je začel padati. Seven the King, najlažje je, da se v najdražje splača in prav to je narobe svet, kjer je trpljenje. Ja, najdražje. Najlažje je najdražje in to je tisto, kar se plača in to je trpljenje. To se bom pa strinjal. Totalno se strinjaš tudi ti, Seven the King, zato pa se išče vibe, kot je ta radio, kjer resnica ne počiva. To je to. Resnica ne počiva in brca ves čas in pravi, jaz imam prav, jaz imam prav, jaz imam prav. In kdorkoli pride pa reče, ne pa nimaš, rečemo, ok, tudi ti imaš prav za svoj pogled. Ne? Zakaj pa ne? Doktor Go, praviš zelo pohvalno, kar pomerjen sem, vse, kar poveš, je potrditev, da imam prav. Doktor Go, Ago ali kakorkoli, me zelo veseli. Moja ideja radija je, da v bistvu komu dam istočnico, da kdo lahko najde potrditev za svoje razmišljanja, da ni edini z razmišljanjem, za katerega mu okolica trdi, da je nor, a ne? Vsi smo slišali besede, ti si fuknen, ti si nor, ti si blesov in to. Jaz mislim, da vsak empat se je srečal s tem in da kad kole poslušamo radio Omega in beremo kakšne komentarje, lahko rečemo, wow, ne, nisem nor, lej, tukaj je pa ekipa, s katero se strinjam, zdaj ali smo vsi nori, ali smo pa vsi normalni, pa je okolica okrog mene nora, nešto ne velja v tem svetu in točno to je bilo moje vodilo. Kdo je tukaj nor? Zdaj mene obsojati, da sem nora, je to resnica? Ne, šel sem korak naprej in izkazal se je glih kontra in to je tisto, kar zdaj dela v mojem lastnem kraju veliko tišino, ne? Boriti se s temi mlini na veter je brez veze, postati veter je smiselno doseči. Ja, postati kot voda, kot veter, ne se zahakljati z stvarmi, ki so nam nastavljene kot ovira. Satan se je vedno rad na pot postavil, ne, in nam mal preprečil merno potovanje. Satan sam ve, da smo mi dominanca, da smo empati, da je človek z dušo in srcem na temu svetu gospodar in ne Satan. Satan je gospodar človeku samo, dokler je človek na nivoju zavesti pod 200. Vse, kar je dvig zavesti malenkost več, je že v bistvu poguba za Satana. Tam se pa začnejo pol težke bitke z njim. Vsak nivo pride nov demon, new level, new devil, in moramo se zavedati, da smo od vsega tega močnejši, iako je lastnost Satana in demonov, da nas ustrahuje in človeštvo je bilo vedno pogojeno strahom, ustrahovanje in ali deluješ iz naslova strahu ali iz naslova ljubezni, pa je naša lastna izbira. Marina, praviš, da v naši vasi še opazujem sosede, kako še delujejo iz ega, hvalijo se, koliko zaslužijo, obnašajo pa se podlo, kot da so sami. Zvečer pa se sliši samo vpitje v hiši, občuti se nemir med ljudmi. O ja, občuti se nemir v ljudeh zaradi tega, ker hrane, ki so jo dobivali, več ni in bom jaz z drugimi besedami rekel, kar mi je zjutraj prišlo na pamet. Mogoče se ne vidi prisotnost pameti, odsotnost možganov pa je zelo vidna. Vidna je v ljudeh stiska, vidna je, ljudje lahko rečejo, da so v redu, pa vidiš, da niso dober. Zakaj bi igral, da si dober, če ni dober? Če pa si dober, in ti je dobro, potem pa to izžareve in to se vidi. Ampak verjeli ali ne, vidi se tudi lakota, pa ne po hrani. Ta lakota je vidna v očeh, v drži, v delovanju, v nameri ljudi in tega pač ne morejo skriti. Do zdaj je šlo, zdaj pa pač ne gre več. Zdaj, ali smo mi ratali bolj pozorni, ali oni malo bolj lačni, pa se to vidi, ne vem kaj, ali pa je mogoče mešanca obojga, ampak lakota se vidi nadaleč. To je to, a ne da. Čaki, mu je rit zaploskala, praviš Polona, ko je slišal ta stavek in začel verjeti, da je dobil tvojo potrditev. Ja, itak, no, ampak ja, le, se vsem. Kakorkoli zaradi njega, ki je skrivil besedo, resnico in delom nas, je bilo nujno potrebno včerajšnji pogovor, da te kdo ne začne primerjati z njim. To je pa tist, kar je bil pa povod, Merč je bil tist, ki je bil povod, ker sem rekel pa Merč, pa menda ja ne moreš mene primerjati z Amorjem. No in tle se je začela ta gonja včerajšnja, ampak ok, smo tudi končali vse skupaj, tako da nima smisla.
Čakaj, kje smo pa zdaj ostali, da te tako eni še zmer mislijo, da z agresivnimi dejanji bodo bolj priljubljeni, praviš Marko, ja, imajo to idejo, da bolj, ko si agresiven, bolj, ko si provokativen, bolj, ko težiš, bolj, ko se usajaš, bolj, ko se usiljuješ, bolj, ko posiljuješ. Zdaj, za ego je zelo značilen, da usiljuje svoje mnenje, da smo deležni, bom rekel, spoštljivosti in spoštovanja na vseh nivojih in ne dopuščamo nespoštljive komunikacije in odnosa drug do drugega. Je tako? Zvonka, praviš tudi ti lep preostanek dneva, želim in vsem vse dobro in hvala za oddajo in točno tako praviš Polonca. Dragi moji, The Power of Love je komad, s katerim se od vas poslavljam iz valov radija MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih in na valu megahertz, na val na ljubezen. Uživajte v nedelji in seveda vse dobro želim prav vsem v današnjem dnevu. Mater sem hotel dati eno sliko, da bi tako lepo se išlo, pa se ni. Ampak ja, vse dobro, vsem, čau.